Siri Gurudeve Name Ature Name Jugat Gure Name Sature Name Siri Gurudeve Name Adgure Name Jugat Gure Name Sature Name Siri Gurudeve Name Adgure Name Jugat Gure Name Sature Name Siri Gurudeve Name Adgure Name Jugat Gure Name Sature Name Siri Zdaj pa še midva. Zdravo. En lep večer, dragi moji. A vam lahko nekaj za začetek povem? Začnemo mi s tem našim uvodom. Berem vaše komentarje
kakšno energijo ste vi ustvarili? In mi gre na jog do daske in mi reče moja vodnica, ej, Cmera, kaj pa če šla rajš event voditi, kakor da se zdaj kle jokaš in se začnem smejati na polno, a ne? Tako da se malo nasmejite moji vodnici. Ej, kakšen vibe ste vi ustvarili, ljudje, tak iskren, popoln. A si Miš bral te komentarje? Jaz sem vse komentarje prebral. Tako Jaz imam sem tle prebrala telefon vsak in berem komentar. vse. Ja. Jaz In- sem tako, no, zalafati moramo me. Wow, ljudje božji, ej, upanje za svet obstaja, dokler imamo mi take ljudi na njem. Jaz samo pozdravim. Predala vas bom v prvem delu mojemu možu, potem prijem jaz. Imeli bomo danes ful lepo meditacijo. Samo to, da vam povem, da ne boste nikamor zbežali, ker bom jaz za vas odprla portale, ker bo čez prišla čista svetloba in res sem danes pripravljena sidrat. Ogromno stvari sva pripravila, več o tem bo moj dragi mož zdajle povedal, ampak predvsem sva se za to odločila zaradi tega, ker morate slišati neke stvari pred 31.5., ko pride modra polna luna, je pomembno in vas morava pripraviti. Jaz se bom zdaj, preden bom predala mojemu možu besedo, sam zahvalila za vso to energijo, ker ste tukaj, ker ste, kdor ste, ker tole, kar sem jaz zdaj začutila, ni samoumevno in takih ljudi trenutno na svetu je ful mal. In danes vam bova dala formulo, kako boste popolnoma v redu, ampak ne samo, da boste v redu, da boste še manifestacijsko zrasli. In ta formula se v tem trenutku začne zdaj. Evo, formula. Skratka, mi da sva vesela, da ste danes z nami. Vesela smo, da se bomo družili, zaradi tega, ker imamo par pomembnih stvari za povedati. Že nekaj časa opazujemo svet okoli sebe, sploh se mi zdi tam od korone dalje, od covida dalje, se kar neka sprememba v kolektivni energiji naredila in pol vsako leto se mi zdi, da folk čaka, kdaj se bo kaj zdaj na boljš spremenil, pa se mi zdi, meni osebno, da se vse skup en mal podira, pa ruši, ne? In pol opazujem, kak je ljudi strah, pa jih je strah vojn, pa vseh dogajanj, ki se dogajajo, pa jih je strah umetne inteligence, ki ne razume, pa ne ve, kaj ne z njo, pa a me bo nadomestila, bo robote hodil po cesti. Pa smo rekla, dajmo midva malo secirati energije, dajmo razumeti, kje smo kot človeštvo, kaj je zdaj treba narediti. In ta dogodek danes je v bistvu neko logično nadaljevanje preteklega dogodka. Se mi, da imamo vsakih par mesecev en tak event, kot je današnji, in napoveva energije. In vse, kar smo napovedali na preteklih dogodkih, se zdaj dogaja. Ampak se dogaja še v malo bolj spotencirani obliki. In zdaj, na primer, smo mi v letu enke. Ja. In prvo četrtletje leta enke je mimo, kar pomeni, da že imamo neko realno osnovo obdobja, v katerem smo. Ravno pred vrati je pa polna luna, modra polna luna, kar je Kristo omenila, 31.5. bo pa modra polna luna, ki bo pa vse spotencirala, ki bo pa vse energijsko prijela in dala na kubik, na kvadrat, na kubik. In takrat je fajn, da smo mi energijsko pripravljeni. Skratka, smo v letu enke in jaz te bom zdaj pomagal razumeti ene stvari glede obdobja, v katerem smo in kaj se dogaja in zakaj se dogaja vse, kar se dogaja po celem svetu in kolektivno in mogoče v tvoji osebni psihi. Potem ti bo pa Kristi dala ene take zelo konkretne manifestacijske napotke, kako lahko ti v tem obdobju fajn delaš, a prav? Ker ne glede na to, kaj se na svetu dogaja, ne glede na to, kaj mogoče drugi ljudje delajo, si lahko ti v redu. In lahko, če se držiš svoje energije in svoje poti, lahko je tvoje življenje tako, kot ti hočeš, ne? Tako da to, ko imamo včasih občutek, da če se po svetu dogajajo kaotične stvari, da to vpliva na nas, ampak ne neposredno. Neposredno smo vedno mi tisti, ki imamo svoj svoje čustva, svojo kontrolo in na vse zadnje svojo inkarnacijo v svojih rokah, ne? In smo mi šefi. In to je ena taka rdeča nit dogodka, ki bi jo danes rada dala vsakmu, ki bo to gledal ali v živo ali pa na posnetku. Tako da vsi tisti, ki boste tudi na posnetku gledali, evo, še čau vam. Skratka, tisto, kar vam bi rad danes predstavil, je ena strategija. Strategija 3 korakov oziroma 3 točk, ker vse dobre stvari so 3. Prva stvar, ki moramo razumeti, je izvor. Iz kje izvira trenutna energija in trenutno dogajanje po svetu.
Druga stvar so koraki, ki jih moramo mi začeti delati, zato da bomo v tem obdobju dobro delali. In tretja stvar je končni potencial, ki ga imamo. To se pravi, kaj lahko mi naredimo v prihodnosti oziroma v kaj so smer. In ko te 3 točke povežeš, dobiš neko tako logično razumevanje resničnosti in občutek nekega nadzora, da dejansko lahko delaš tisto, kar ti želiš, ker ti sprejemaš prave odločitve. Zdaj pa, preden gremo mi zdaj na tehnične korake, kaj se trenutno dogaja, pa kaj se sproža po svetu in zakaj bi ti pa rad povedal, da se večina stvari, ki se trenutno letos dogaja, pa lani, pa kar se bo naslednje leto in tako dalje, dogaja zaradi tega, ker je leta 2024 v Vodnarja vstopil Pluton. To se pravi, v Vodnar kot znamenje je vstopil Pluton za svojo energijo kot planet. In to je ena taka zelo specifična kombinacija. Prva stvar je, da veliko ljudi o tem sploh ne ve. O tem se res premalo govori in mislim, da bi mogel vsak človek vedeti te stvari, ampak jih noben ne pove. In pa se dogajajo spremembe, kot se dogajajo, in so ljudje zmedeni, ampak ne vejo zakaj. No, eden izmed glavnih razlogov, zakaj je svet v taki napetosti, zakaj se tako hitre spremembe dogajajo, je zaradi planeta Plutona, ki vibrira v znamenju Vodnarja. Pluton je na eni strani zelo zahteven planet, manifestacijsko zelo napreden planet, ampak zahteven. In ko Pluton vstopi v katerokoli znamenje, zahteva nemudoma rušenje starega, zahteva rušenje sistemov, napove spremembe in Pluton nič ne vpraša, se ti strinjaš s tem ali se ne. Pluton te obvesti, nova era je tukaj in nova era je takšna. Zdaj se pa prilagodi ali pa ne. To je odnos planeta Plutona. Zelo je tako, veš, šarf planet. Pozitiven, ampak šarf. Potem je pa druga stvar, ne, da Pluton bo v tej poziciji, v kateri je zdaj, ostal naslednjih 20 let. Do leta 2044. To se pravi, mi smo zdaj v 20-letnem obdobju, ki se je ravno kar dobro začel. Leta 2024 se je začela ta pozicija energije, o kateri govorim, in bo trajala do leta 2044. In v naslednjih 18 letih se bo celotna zavest planeta Zemlja parkrat okoli obrnala na intenziv način. In zdaj mi moramo razumeti, kaj se dogaja. Pa imamo pa na drugi strani Vodnarja. Vodnar je zelo inteligentna energija. Vodnar je revolucionar. In takrat, a veš, ko začne Vodnar delovati, takrat se inteligenca zbudi. Ker ni naključje, da se je umetna inteligenca na planetu Zemlja začela meteorno razvijati. Kdaj? Leta 2024, ko je Vodnar prevzel inicijativo inteligence na Zemlji. Tudi umetna inteligenca so zelo napredni tehnološki sistemi, ki so se meteorno začeli razvijati v zadnjih 2 letih. In se bojo šele začeli so. In to je ta stvar, veš, kombinacija Plutona in Vodnarja bo zdaj dobesedno eksplodirala. In kaj se zdaj dogaja, zakaj se dogaja in kako delati, ti bomo pa midva zdaj povedala v naslednjih korakih. Najprej ti bom jaz pomagal razumeti, iz kje vse izvira, potem ti bo pa Kristi bo dala manifestacijske korake. Ne? In svet se je v bistvu močno spremenil, to je dejstvo. Ni čez noč se spremenil, ampak se je začel dogajati že prej. Veš, pripravljal se je planet na to 20-letno obdobje Plutona in Vodnarja na istem prestolu. In ko je leto 2024 usekal in se je zgodil ta november, ko se je zgodila ta poravnava teh 2 energij, sta oba prevzela vodstvo. Kaj zdaj to za nas pomeni? To za nas pomeni, da moramo stvar razumeti in da potem moramo sprejeti določene manifestacijske korake in potem, ja, lahko mi zdaj v tej življenjski poti, v tem procesu zmagamo. Če mi ne razumemo, kaj se dogaja in ne znamo svoje manifestacije, osebne manifestacije naravnati na to, ali pa svojega razuma, čustvenega sistema naravnati na to, pa imamo občutek, da je vse katastrofa, da se vse ruši, da nič več ne vemo kam, kaj, kako, zakaj, kdo pije, kdo plača, ne? Kaos, kar vidimo, bodimo zelo realna, po velikem delu sveta. Tudi greva. Prva stvar, ok, dobro se poslušaj. Kaj pomeni Pluton? Pluton pravi, čas je za spremembo. Pluton pride, ko staro ne deluje več, ko mora staro iti, ko razbije stare stvari grejo in on nič ne vpraša, si ti pripravljen ali ne pripravljen. To je tako, kot da predstavljaj si, da imaš doma mulca,
Na 18. rojsten dan potrkaš na njegova vrata in rečeš, sine, zdaj si pa ti polnoleten, pokaj. In sine, kako, čakaj, kje je torta, kje so svečke, kakšne svečke, kakšna torta, zdaj si polnoleten, kup si jo sam. Dobesedno ta sprememba se je zgodila energijsko. In to je to, čas za spremembo. Potem pa vodnar, veš, ko pride v novo dobo, pa prinese tehnologijo, prinese inteligenco, umetno inteligenco v našem primeru. Inteligenca trenutno se izraža v tehnološkem svetu. In to, kar mi vidimo, porast te umetne inteligence, to v bistvu je inteligenca. To je neka vrsta inteligenca, ki bo začela soustvarjati svet. Spremembe v svetu se začnejo meteorno delati. In ja, vse to skupaj prinese drugačen način življenja. Mi ne moramo več imeti vodnarja kot liderja trenutno in pričakovati, da nam bo dovolj na isti način živeti. A ne, zdaj bo pa treba na drugačen način živeti. In ko se ta dva zrušita med seboj, se zgodi kaj? Star svet razpade. Nov svet se začne graditi, ampak star svet razpada hitreje, kot se nov svet gradi. In potem imamo mi občutek, da se vse podira. To se pravi, nova sprememba prihaja, ne razumemo je, ni še zasidrana, ni še zatemeljena, nimamo informacij o njej, nimamo izkušenj o njej, predvsem to, ljudje smo mirni takrat, ko imamo izkušnje glede nečesa. In če mi nimamo izkušenj glede nečesa, potem naš paničari, tako kot trenutno paničari. Umetna inteligenca, ne? Vsi paničarijo glede nje. V bistvu je ne razumemo, ko jo bomo razumeli in jo bomo znali uporabljati, pa ne bo več strah ljudi umetne inteligence. Ampak trenutno smo v tej prehodni fazi. Ampak stare stvari se pa meteorno hitro spreminjajo, ne? In rušijo. In zdaj so ljudje na nekem neznanem terenu in imamo občutek, da je kaos. In vse izgleda kot kaos, ravno zaradi tega, ker še nove stvari niso stabilne. Tipičen primer je, poglej, umetna inteligenca. Povsod je prisotna. Ogromno nekih aplikacij, ogromno nekih updateov, to se pravi nadgrad nekih programov, pa podjetja uvajajo neke delavce, programe, pa kar naenkrat ene službe so začele izginjati. Noben v resnici ne razume, kaj umetna inteligenca je, vidimo prve spremembe v njej, na prvi pogled zgleda nadomestila bo človeka in to je ta kaos, veš. V bistvu umetna inteligenca je samo zelo pametno orodje. Če znaš uporabljati umetno inteligenco, lahko se življenje obogatiš. Ampak če ne razumeš tega procesa, pa te je pa strah. In to je ta trenutna faza, ki bo trajala zelo nekaj časa. Veš, zaradi tega je fajn, da se te stvari pogovarjamo. Zato se ljudje počutijo kako? Izgubljene, brez kontrole, zmedene. Vse ljudje ne vejo, kaj se dogaja. Pa te vojne. Poglej malo nehaš televizijo gledati, pa kar nekaj nova vojna. Se mi zdi, da od rusko-ukrajinskega konflikta dalje, sej ne veš več, tam se ta vojna dogaja, pa kar nekaj Amerika tam sproži na Bližnjem vzhodu, pa kar Izrael kar nekaj tam napada svoje sosede, pa zdaj se oni kregajo z onimi. Tako, veš, kar neke države, kar puf. Tako malo se okoli oziraš, a veš. Zadnjič se peljem z enim Uber taksistom iz centralne Afrike, pa je bil z ene države, pa mi reče, ja, mi imamo državljansko vojno že zdaj ful dolg. Pa se peljem naslednji dan z enim Uber taksistom, oziroma Uber voznikom iz druge afriške države. Reče, ja, mi imamo vojno že dolgo. Cela Afrika centralna v vojni državljanski, a veš, pa Evropa, pa Amerika. In so zmedeni, vse brez kontrole, a veš, ne razume se komu zdaj kaj, kako, kdo zdaj tle, kdo ima nafto, kdo ima plin, kdo ima denar, vse je ena velika zmeda. In če ljudje ne razumemo stvari, potem ja imamo občutek, da smo sred vrtiljaka in da se vse podira. Zakaj je trenutno toliko umetne inteligence in zakaj tehnologija tako hitro raste? To se pa zahvalimo vodnarju. Vodnar prinaša tehnologijo. Vodnar ima več te revolucionarne nove načine. Vodnar prinaša, kako lahko nekaj na hitrejši način naredimo, na nov način. Prinaša revolucijo v vsako stvar. Pluton vse to skupaj pospeši, ker Pluton je ful hiter planet. Ne? Rečemo, ne bomo zdaj to delali 10 let, dajmo to zdaj narediti v parih mesecih. In vmes smo mi ljudje, veš, za svojo zemeljsko psiho. In dobimo oba šamarja z obeh strani, vodnarja pa Plutona. Ne? In potem rabimo nekaj časa, da se malo na tem dogodku prizemljimo, pa da razumemo. Tako da, kaj je poanta vsega tega? Poanta vsega tega, kar se dogaja, veš, vsi ti vsta navidezni kaos in navidezno nerazumevanje, v katerega je vpleten resnični kaos in resnično nerazumevanje, je posledica tega, da moramo ljudje začeti delovati drugače. Ne moramo biti več na isti način, mi, kot smo bili, naprimer, 10 let nazaj ali pa 20 let nazaj. A veš, ko se dogaja toliko meteorne, toliko temeljne spremembe, kot te, o kateri smo zdaj govorila,
Ne morem jaz pričakovati, da bom kot človek lahko na isti način razmišljal pa deloval. Vsi, ki imajo podjetja, ja, so zdaj trenutno v res hudi reorganizaciji. Proizvodnja se optimizira z umetno inteligenco, administracija se optimizira z umetno inteligenco. In ja, ljudje bojo mogoče izgubili službe in zdaj ti ljudje rečejo, kaj se je zgodilo. Ne, v bistvu se je spremenil. Ampak ker se je zunaj spremenil, se moraš tudi ti znotraj sebe spremeniti. In te vojne, ki se trenutno dogajajo po svetu, so stvar živčnega ega, ker se rušijo stari sistemi, novi se še pa niso vzpostavili. In zdaj se rušijo stvari in zdaj ne vemo, kdo vlada, kdo je ta glavn, kdo hoče biti ta glavn, kdo v resnici niti drži v roki. Eni ljudje sploh ne vejo, kateri državi pripadajo. Jaz imam prijatelje, na primer iz Ukrajine, in je totalna zmeda v Ukrajini. Ukrajinci, na primer, eni Ukrajinci so za Ukrajino, eni so pa za Rusijo. In so čisto zmedeni ljudje, na osebni ravni so zmedeni. A veš, in ljudje se pa zaradi tega bojijo prihodnosti. Kaj bo zdaj to pomenilo za mene? A bo še več vojn v prihodnosti, a bo še več gospodarskih kriz, ki so posledica vojne ponovadi, ne, se zgodile? A bom jaz sploh še potreben na tem planetu? A bo moje znanje, moja izkušnja še vedno potrebna? Kam se naj ozrem? Kdo me bo zaščitil? Veš, to so vprašanja. Kdo me bo zaščitil? Ta planet ni več varen. Veš, oba s Kristi delamo za ogromno količino ljudi vsak mesec, tako da že kar kolektivno energijo malo vidimo na skupinah, na meditacijah. A veš, to je vse pač velika količina ljudi. Ni to zdaj, da en človek tako razmišlja, to je na stotine in stotine in stotine ljudi, ki tako razmišlja. In smo rekli, moramo razložiti, kako se moramo ljudje postaviti, pozicionirati v tem obdobju. In kako se rabimo pozicionirati. Tako da se nehaš zanašati na zunanji svet. Zunanji svet trenutno ni več zanesljiv. Nimaš se kam opreti, ker nič ni stabilno in zelo velika šansa je, da je zunanji svet veliko bolj kaotičen kot ti. To je prva stvar. In druga stvar je, nad zunanjim svetom nimaš vpliva. Ti ne moreš nadzorovati drugih ljudi, ti ne moreš nadzorovati držav, ti ne moreš nadzorovati vojn in tako dalje. Edina stvar, ki ti lahko trenutno nadzoruješ in jo gradiš pod svojimi pogoji, si ti. In ti rabiš postati, če že nisi, ali pa še bolj, stabilna znotraj sebe. To, da smo lahko ljudje zaupali zunanjemu svetu in mu dovolili, da nas pelje na pravo točko, samo od sebe, ta doba je končana. Trenutno v dobi, v kateri smo, rabimo sebe znati držati. Rabimo se mi naučiti živeti v spremembi. Zato mi, da to govorimo o spremembah. Vse, kar delava zato, da bo človek lažje šel čez spremembo. Zato razvijamo razvijamo čustva, razvijamo meditacijo, se naučimo portalizma, se naučimo delati z orodji, kot so karte, kristali in tako dalje. Zaradi tega, da se človek lažje razume, da je bolj samozavesten, da je bolj stabilen v svoji moči, da razume, da je on vir energije. Ko človek to razume, v bistvu lahko funkcionira v kakršnemkoli svetu. Noben si ne želi, da se slabe stvari dogajajo na tem planetu, ampak če se, človek je notranje stabilen, v redu, bo znal tudi v kaotičnih okoliščinah funkcionirati. In v svetu hitrih sprememb se ali prilagoditi, ali pa naučiti, ali pa prestrukturirati v drugačno verzijo. In kako v bistvu lahko to naredimo? To lahko naredimo na zelo enostavne načine, ampak moramo nehati komplicirati glede njih. In zdaj ti bom par stvari pomagal razumeti. Pluton v vodnarju. Kaj zdaj to prinaša? Okay? To ne govorim za to leto, to govorim za naslednjih 20 let. Oziroma za naslednjih 18 let, toliko jih je še ostalo. Ne? Globalne spremembe. Samo opazuj po svetu. Samo opazuj. Razpad starih sistemov, razpad političnih sistemov, razpad določenih hierarhij, ki so obstajale dolg časa, razpad določenih ekonomij in ekonomskih sistemov, več nestabilnosti v državah, več nestabilnosti v mednarodnih odnosih, mednarodna trgovina, mednarodna politika, izmenjava informacij, dobrin, surovin med državami, vse postaja zelo zakompliciran. Kot da se vsi bojijo, kot da bo skozi nekdo nekomu nekaj vzel. Vsi se borijo za nekaj. Meni je tukaj smešno, ko čas opazujem to, čigava je nafta, ne, čigave so zdaj te tovarne proizvodnje, kdo ima zdaj v lasti pšenico, kdo ima v lasti sojo in tako dalje, pa reče Lady Gaga, vidno, vse je moje. Edma mora razložiti, da je vse moje, kar vi prodajate in se kregate, ne, planet Zemlja. Premik
moči, iz centraliziranih moči, trenutno centrov v mreže. Zato se določene centralne moči, centralizirane moči razkrajajo po planetu Zemlja. Zato vidimo, da imajo določene podjetja dobivajo velike vplive, določeni posamezniki dobivajo velike vplive, določene skupine lobistične dobivajo velike vplive. Neke hierarhične stari sistemi, ko so 100 let vladali, pa razpadajo. Tehnologija, umetna inteligenca, eksploziven razvoj tega, to, kar je zdaj, to ni nič v primerjavi s tem, kar prihaja v naslednjih 5 letih. V naslednjih 2, 3, 4, 5 letih se bo svet spremenil toliko močno, da nekdo, ki bo hotel živeti v glavi v letu 1990 ali pa v letu 2000, ne bo prepoznal tega sveta. Vse se bo spremenilo. Spremenil se bo način, kako izmenjujemo podatke, kako smo prisotni na svetu, spremenila se bo trgovina, spremenila se bo izobraževanje, vse se bo spremenilo. Avtomatizacija se bo zgodila na takem levelu, da bo ljudje kar malo šokirani, vse bo avtomatizirano. Če greš malo na Kitajsko, vidiš na Kitajskem, oni so nekje 10 do 15 let pred Evropo, ekonomsko in tehnološko. Na Kitajskem imajo na primer sisteme, kjer so skladišča, kjer so letališča, bolnice popolnoma avtomatizirane. In to prihaja v Evropo, ki je zaradi tega, ker misli, da je največja carica od celin nehala se razvijati in je zaostala. Kitajska jo prehitela in če hočeš malo razumeti vpliv tehnologije in razvoj umetne inteligence, imaš na primer kitajsko tržišče, eno tržišče, katerega malo razišč, pa boš ugotovila, kaj prihaja sem. Ker oni imajo to, kar bo tle leta 2030. Potem digitalizacija življenja. Digitalizirajo se odnosi, digitalizira se identiteta, vse se nekako predstavlja v neko digitalno obliko. Človek postaje digitalno bitje. In po drugi strani se mora ponovno redefinirati človek, kdo je kot bitje. Vem, da smo naravna bitja, vem, da živimo na tem planetu kot biološka bitja, ampak da smo začeli živeti v ekstremno tehnološki dobi. Potem je družba in kolektiv, več je povezovanja v majhne skupnosti, ogromno, kar ti svetujem, naprimer v tem obdobju, je, da si najdeš pametne ljudi in se povežeš v te skupnosti. Začni spoznavati pametne ljudi, ki imajo podobne interese, ki imajo znanje, ki imajo informacije in se povež z njim, bod z njimi, bod prijatelj, bod partner poslovni njihov. Najdi si mrežo ljudi, ker te majhne, hitre skupnosti, ki se lahko hitro prilagajajo spremembam, so struktura ekonomije in politične moči in socialnih krogov v prihodnosti. Razlike med ljudmi bojo postajale veliko bolj vidne. Takoj se bo že nadaleč videl, kdo je človek, ki vibrira v strahu, v kaosu, in kdo je človek, ki vibrira v zavesti in se ima pod kontrolo in ima močno energijo. Se to vidiš že zdaj. Eni ljudje kričijo in energijsko kričijo in so živčni in širijo samo paniko. Eni ljudje opazujejo, se učijo in spreminjajo. Ta razlika bo zelo opazna postala v prihodnosti. Glej, kako je zdaj opazno to v primerjavi z 10 let nazaj. No, zdaj pa to po dvoji, po troji, po četver. In kolektivni premiki se bojo zgodili v razmišljanju glede vrednot in glede načina življenja. Spreminja se vzgoja, spreminja se zdravstvo, spreminja se način transporta, spreminjajo se vrednote družbe. A je zdaj to v redu ali ni v redu? Niti ni pomembno na tej točki. Pač je. It is what it is, rečejo budisti. Je, kar je. Niti ni pomembno, je to tebi všeč ali ti ni všeč. Svet se tako razvija. In tvoja stvar je, da se temu prilagodiš in da postaneš človek, ki lahko handla te spremembe in ki lahko živi v takem svetu. Kaj to pomeni za psihologljudi, psihološki vplivi? Ja, nažalost, povečana anksioznost pri mnogih ljudeh, občutek negotovosti, o čemer sem govoril, občutek izgube starega sveta, stari svet odhaja, oziroma je že zdavni odšel, samo eni ljudje še ne vejo tega, potreba po notranji stabilnosti. To je glavni razlog, zakaj smo naredili današnji dogodek. Ker je trenutno potreba po notranji stabilnosti zelo pomembna pri ljudeh. Ker se ljudje brez veze bojijo. Mi se ne rabimo bati sveta, če smo del njega, če smo kreatorji tega sveta, zakaj bi se ga bali? Mi rabimo razumeti ta svet. In ko mi razumemo ta svet, lažje razumemo sebe, nismo več notranji negotovi. In pa še ena stvar, ta varnost, ko imajo ljudje v glavi, ta občutek varnosti, garancija, ker hočem, da bo moje življenje zagarantirano,
No, to je neka vrednota, ki počasi ostaja v preteklosti. Varnost je bila leta 1970, 80, 90 zaradi starega socialističnega sistema zelo visoka vrednota, ne? Vsi so imeli to varnost v Sloveniji. Pa je prišlo leta 2000, pa 2010, vse to desetletje 2020 se je začelo zelo očitno kazati, da varnost je iluzija. In varnost je začela manjšati. Leta 2025, 26, 27, 30, 40, leta 2044 ne bo več varnosti v psihi. Varnost kot vrednota bo zginila. Zunanja varnost. Bo pa to prišla notranja varnost. Človek, ki se bo sebe sestavil in bo znal imeti, jaz temu rečem, meditativni in bo znal imeti močno osebnost, si bo sam zagotovil varnost. S tem, kako se bo pozicioniral na ta planet. Da ti bo pa varnost nek zunanji organizacija, človek zagotavljal, to pa počasi odhaja oziroma zelo hitro odhaja. Naslednja stvar je osebna transformacija. Vse to, kar se pogovarjamo, zahteva spremembo identitete. To pomeni, kdo sem jaz v novem svetu, to je novo vprašanje. Kdo sem jaz v svetu, ki je zdaj takšen, drugačen? Ljudje, ki vztrajno zavračajo spremembo sebe, spremembo svojega razmišljanja, svojih navad, žal ne bodo znali živeti v novem svetu, ki prihaja. In prihaja nov svet in dogaja se nov svet. Seveda ne pravim, da bojo zdaj zbrisane vse stare vrednote, sploh ne. Ravno nasprotno, nekatere stare vrednote se bojo ukrepile. Vrednota kot je, da sem jaz sama identiteta zase in da se lahko zgradim, kakor hočem. Ampak določene spremembe bojo potrebne in so potrebne. Mi rabimo razumeti svet in samo prilagoditi. Svet je vseeno večji od nas individualno. Otroci se mu bojo mogli prilagoditi. Šolski sistem, poglej, kako se spreminja. Kako se spreminjajo službe. Par let smo rabili, da smo od tega, da smo hodili full time v pisarno, za polni delovni čas, do tega, da 1/3 ljudi dela od doma, par let. Začeli se med korono, eni so začeli delati od doma in zdaj eni normalno delajo od doma. Leta 2000 skoraj noben ni delal od doma. Zdaj dela 50% države od doma. Ali pa sveta, ko Slovenija je še malo bolj majhna po svetu, delati 50% ljudi v naprednih mestih od doma. Kaj bo čez 10 let? A veš, ena taka majhen sektor, majhen delček, toliko velika sprememba. In mi se moramo znati prilagoditi. Spomnim se, ko je korona prepovedala druženje stikov in potem so šole nekatere uvedle preko Zooma učenje in so učiteljice, jaz jih kar dosti poznam, ene padle v šok. Sploh te učiteljice, ki so bile malo starejše po letih, ne, tako 50 plus. Jaz ne znam te tehnologije, jaz ne vem, kako delati prek spleta, jaz to nič ne znam programov upravljati. In pa so bile živčne te učiteljice in stari profesori, ki niso vedeli, kako naj handlajo novo tehnologijo. Zdaj pa vsi znajo Zoom uporabljati, ne? No, to je ta sprememba. In moramo spustiti stare vloge in stare načine delovanja. Veš, ne moramo držati več starih načinov delovanja v svetu, ki se drugače spreminja, ker ne znamo pa delovati v njem. In trenutno se dogaja, in tega še ljudje niso poštekali, večja potreba po avtentičnosti. Če imamo na eni strani AI, umetno inteligenco, ki generalizira stvari, ki razvrednoti v nekaterih pomenih individualnost človeka, rabimo zdaj na drugi strani mi povečati svojo avtentičnost. Ti moraš najti, kaj je tvoja unikatnost, kaj je tvoja specialnost, kaj je tvoja edinstvenost in to razviti in pokazati svetu. Svet bo vedno rabil tvojo unikatnost in avtentičnost. Ampak če ne boš našla in razvila, potem te bo probo svet generalizirati. In umetna inteligenca, ki se vsi tako bojijo, bo zbrisala samo tiste ljudi, ki so klonirani in niso avtentični. Ker tisti ljudje, ki so individualni in se zavedajo svoje individualnosti, ti ljudje bojo vedno uporabni in ti ljudje bojo vedno imeli mesto v ekonomiji in službah in tako dalje. Samo ljudje, ki se ne bojo hoteli spremeniti in bo hoteli ostati enaki, tako kot vsi ostali, bojo imeli težavo tle. In istočasno z roko v roki tem pride razvoj notranje moči in samostojnosti. Zunanji svet je v preteklosti dajal več podpore, kot daje zdaj. Tudi v preteklosti, če si
ti je svet dal čas, da se navadiš na spremembo, ne? Ti je okolica pomagala, da se navadiš na spremembo. So ti drugi ljudje dlje časa razlagali neko stvar, več je bilo potrpljenja sa strani zunanjih virov. Danes pa se mi zdi, da ni več toliko potrpljenja, ne? Sam se moraš zelo hitro znajditi in sam moraš postati zelo hitro samostojen. Jaz vidim po svetu, tako kako korporacije delujejo. Tle imate program, naštudirajte ga do jutri. Tam je nek človek, ki nikoli ni nečesa delal, se mora do jutri naučiti osnove nečesa. Določene, na primer, službe rečejo, ne bomo te rabili več, imaš 2 meseca časa, da se naučiš kodiranja, programiranja. Kako, jaz nisem programer? Nauči se, 2 meseca časa imaš. In ta samostojnost, potreba, veš, po tej notranji moči, da lahko ti narediš spremembo, je trenutno zelo, zelo, zelo visoka. In tudi poglej zdaj tehnologijo, zapomni si današnji datum in poglej internet, aplikacije, socialna mreža, vse, kar je digitalno, poglej čez 2 leti, to bo vse drugače. Vse bo drugače. In nekdo, ki ne bo šel v stik z tem razvojem, ne bo znal uporabljati spletnih orodij, ne bo znal uporabljati interneta, ne bo znal uporabljati komunikacijskih orodij, pametnih hiš, avtomobilov. Jaz vidim tle v Londonu, na primer, ljudje ne znajo Tesle odpreti. Tesla avto, tle je ful velik Tesla električnih avtov. In tisti ljudje, ki niso še raziskovali električnih avtov, ne vejo, kako se odpre, kako funkcionira električni avto. In če daš človeka, ki ni nikoli šel s časom naprej v električni avto, v novo Teslo, bo sedel tam in rekel, ne vem, kaj naredim. Če tle ni dobenih gumbov, tle ni dobenih ročk, kaj naj jaz zdaj delam v tem avtu, tako vesoljska ladja. A veš, in govorim samo o takih zelo generalnih stvareh. In to je pomembno, veš, da razumeš, da imaš trenutno možnost, da greš s svetom naprej. Denar in delo, konec je varnih poti, končujejo se varne poti. To je ena služba za celo življenje, to je res socialistična stvar. Tudi trenutno je tudi zelo specialna za Slovenijo še, ugotavljam, pa za ta bivšo jugo. Po svetu je že kar dosti šlo v drugo smer, da varnosti ni. Da ljudje menjujejo kariere, da ljudje se selijo, da ljudje menjujejo službe, ljudje celo druge fakultete delajo, več fakultet, več služb, več podjetij, več industrij naenkrat. Čisto normalno je po svetu, da se, ne vem, Američani se selijo povprečju na 3 leta. Imaš nekega Američana odraslega, se v 20 letih 7-krat, 8-krat preseli in živi v 5, 6 zveznih državah. Tam je čisto normalno, da se odseliš 3000 km stran. In začneš novo kariero, novo službo. Da greš pri 50 na novo fakulteto in se na novo izobraziš za en poklic. To je to, konec varnih poti. Ni več tega, da imaš eno verzijo sebe in jo furaš 10-20 let. In tega se ljudje bojijo. Tisti ljudje, ki ne marajo delati na spremembi sebe, se tega ustrašijo. In fajn je, da imamo ljudje več virov prihodkov, da imamo več fleksibilnosti, zaradi tega, ker ni več teh, sistemi se to hitro spreminjajo, da ne moramo reči, aha, to bo nek vir moje vode, zdaj naslednjih 50 let ne bo. Čez 50 let bo ekonomija čisto drugačna in ta stvar, o kateri zdaj delaš in na kateri zdaj delaš, se bo 2-krat, 3-krat spremenila. In če se ne spremeniš z njo, potem ne bo več mesta v njej zate. Ne? In online svet se razvija, ljudje se spreminjajo v osebne znamke, blagovne znamke, novi načini dela so novi poklici in denar bo prihajal v prihodnosti skozi vrednost, ne skozi delo. V prihodnosti delo ne bo glavna vrednota in že zdaj ni. Ker dobenega ne briga, koliko ti delaš. V socializmu je bil delo glavna vrednota, ne? Zdaj ni delo glavna vrednota. Pomembna je vrednost, ki jo ustvariš. Če ti to vrednost ustvariš v 1 minuti ali pa v 1 dnevu, čisto tvoja stvar, moraš pa ustvariti vrednost. Če ne ustvarjaš vrednosti, ne bo zate kariere. In to, če loviš delo, koliko ti delaš v življenju, tudi nekoga ne več ne briga. Koliko si ti uporaben in koliko si ti profitabilen. To je tisto, kar je pomembno. Ne, in moderna doba trenutno zagotavlja orodja in ustvarja orodja, ki so izrazito naravnana na to. In tisti ljudje, veš, ko so ponosni, da delajo cel dan, ni pomembno, da delaš, pomembno, kaj delaš in kako delaš. In to se vse spreminja. Ne probam ti zdaj povezati malo stari svet z novim svetom. Ne? In po mnogih merilih bo v novem svetu lažje delovati in lažje delati. Eni, ko se bojijo umetne inteligence, umetna inteligenca ti omogoča ful stvari hitreje narediti. Z manj energije. Lažje. Tako da ni umetna inteligenca nekaj, kar otežuje življenje, ampak v bistvu ga zelo olajša, če se spremeniš, tako da jo razumeš. Ne? Odnosi, manj bo površinskih odnosov,
V prihodnosti več bo potrebe po iskrenosti in globini. Kljub temu, da ljudje imajo zdaj občutek, da ljudje nimajo realnih odnosov, če bomo v prihodnosti tisti odnosi, ki jih bomo ljudje gradili, bojo rabili biti resnični in globoki. Če ne bomo imeli tega občutka socialne varnosti in občutka prijateljstva in tako dalje. Zato rabimo ljudi delati bolj na energijskem, iskrenem, globinskem povezovanju. Najprej s sabo in potem z drugimi. Neavtentične povezave bojo razpadle. Tako kot razpadajo neustrezni sistemi, bojo neavtentični odnosi razpadli. Svet, v katerega gremo, bo zelo brutalen. Zelo hitro bo pogledal, kaj imaš in kaj prinašaš na mizo, kaj zagotavljaš. Kdo si. In če ne boš vedel, kdo si in ne boš vedel, kaj prineseš na mizo, se noben ne bo hotel družiti s tabo. To je težava, ko imajo ljudje, ko so zmedeni glede lastne identitete. Tako da bolj kot karkoli je trenutno pomembno, da začnemo rasti znotraj sebe in odnosi ne bojo v osnovi več prostor za udobje, ampak bojo prostor za rast. Zelo se bo povečala količina karmičnih odnosov. Zelo se bo povečala količina odnosov sorodnih duš, ki si bojo sprožali lekcije in drugega sil motivirali v rast. Ne bojo partnerstva in prijateljstva več udobje, ampak bojo intenzivni poligon, ker bomo vsi rasli in se bomo brusili drug na drugem. Tako da nova pravila igre so, stabilnosti ni več zunaj, stabilnost prihaja znotraj. Prilagodljivost je ključna vrlina in ključna sposobnost, ki jo rabimo ljudje razumeti, in hitrost v spremembi, kako hitro si se sposoben prilagoditi novemu okolju. In notranja jasnost bo postala bolj pomembna kot jasnost zunanjih okoliščin. Če imaš notranjo jasnost, boš vedno znala najti smer. Če nimaš notranje jasnosti, se boš mogla zanašati na zunanje okoliščine. Zunanje okoliščine so trenutno kaotične in še bolj bojo postale. Kako se boš potem orientirala? Ne moreš se na tak način. In odgovornost za življenje posameznika se bo premaknila na posameznika. Zdaj smo imeli tako, da je kraj poskrbel zate, družina skrbela zate, služba skrbela zate, delodajalci in tako dalje. V prihodnosti ne bo tega. V prihodnosti boš sam in se boš mogel sam premakniti v svoji odgovornosti za svoje življenje. Noben drug te ne bo premikal. Mogoče imaš srečo v življenju, pa bojo kakšni ljudje, ki te imajo ful radi, partner tvoj, naprimer, pa družina, ta ožji krog, ja, absolutno, se si pomagamo. Ampak če zdaj govorimo, veš, o nekih odnosih kolektivno, pa ne. Ljudje bojo toliko zaposleni za tem, da sebe preživijo, da sebe zgradijo, da sebe razumejo, da sebe spremenijo in prilagodijo, da ne bojo toliko časa imeli, da bi se zdaj fokusirali na druge ljudi. Ker je logično. Toliko veliko informacij prihaja, toliko veliko sprememb je, moramo več energije dati v to. In če damo več energije v gradnjo sebe in učenje samega sebe in delanje, da smo mi bolj inteligentni, je logično, da se ne moramo več toliko z drugimi ljudmi ukvarjati. Ker poglej, spremembe v šoli. Ko sem jaz hodil v šolo, kdaj sem jaz hodil v šolo? Pišu, 30 let nazaj. 33 let nazaj sem šel v 1. razred. Takrat sem jaz imel čas, tiste 3-4 ure smo naredili, pa sem pa imel cel dan čas. Poglej, današnje otroke. Piše, ko grejo v osnovno šolo, pa imajo tam ful nekih ur, pa nekih predmetov, pa še popoldne naloge, pa ne vem kaj vse. Že otroci nimajo več toliko časa, ko so ga imeli včasih. In to pač nova doba je. In otroci nimajo več toliko časa za popoldanske aktivnosti in družiti s prijatelji, kot so ga imeli 20 let nazaj. In zdaj se to tudi premaknilo na odrasle. To samo pomeni, da moderni svet te omogoča, da ti postaneš super, napredna, hitra, močna, pametnejša verzija sebe. Kar pa je v bistvu na nek način razlog, zakaj si prišla na zemljo. Jaz vem, da je včasih malo neprijetno, če te svet potiska v spremembo in takrat malo sili, da se spremeniš, ampak piše, kaj se zato si se inkarnirala na zemljo. To je osnovni razlog. Tako da vzam celotno dogajanje na tak način, kot pozitivni push potisk od zunaj. Na tak način poglej stvari, pa ti bo veliko lažje v tem svetu, ki je kaotičen, in hiter delovati. Vzemi si to kot izziv. In zdaj ti bo Kristi dala manifestacijske korake, fantastične manifestacijske korake, kako zdaj delovati. In predajam besedo. Super, krasna razlaga, Mišek, najlepša hvala. Sam na hiter preden pripravila sem tudi eno grafiko. Saša, ki so vprašala, evo ti vodnarka tukaj, še ena na tej strani. Pluton je intenziven za vse znake. To ne pomeni, zdaj čez pa vodnarka. Ne gre se za to,
ko govorimo o vodnarjih, ne, unika ste vodnarji, a je zdaj on slab, a je dober. Mogoče bo za vodnarje dostikrat najbolj intenziven zato, ker je v tem znamenju. Ampak ko rečem intenziven, Saša, lahko da se ti je to dogajalo, valjda, kar se ti je, a ne, ampak gre pa tudi v drugo smer. Lahko bo najbolj intenziven za vodnarje, kar pomeni največji preboji, a veš, najbolj pozitiven. Lahko da se bomo vodnarji sami odločali, en dan se bomo zbudili in bomo zaključevali stvari, tako da bomo šokirali ljudi. Tega se ne grem več, hvala lepa in nasvidenje. Tako mogoče je to malo specifično vodnarjev, ampak zelo dobro je, da smo vas zdaj opozorili, ker o tem Plutonu pri prejšnjih dogodkih niti ga nismo, a veš, toliko drugih stvari smo se pogovarjali, leto enke je bilo v spredju, zdaj je pa ta Pluton začel delati svoje, ful je začel delati svoje. In prihaja zdaj ta intenziv 31.5., ko bo torej druga polna luna v mesecu. Ta bo zdaj ta intenziv začela večati, zato je treba vedeti, kaj početi. In vam bom tudi povedala. Lenka, sam tebi na hitro, da odgovorim znotraj lightworkinga, ki si spraševala več vero. Ne? Jaz bi ti rada pokazala, kje sem jaz opazila, oziroma sva midva opazila, kje sem mogoče malo delala napake. To ljudi ne delajo za nalaž, če boste se pa prepoznali noter, boste pa rabili stopati ven iz tega. Kje se trenutno skriva manifestacijski trik, če ste čutili, da vam je zanihala manifestacija, se ni nujno, da vam karkoli fali, ampak da se ne počutite več tako mentalno močne, ali pa tako, kot ste se včasih. Kje se je zgodil trik? Jaz sem ga narisala, zato da bi vam dala eno prispodobo, da boste razumeli. Ljudje se ne vprašajo o tem, ampak zdaj je prišel čas, da se mi zdaj o tem vprašamo. In jaz sem to narisala. Težava, ki jo imamo mi trenutno na kolektivni ravni. Tudi če samo Slovenija, oziroma sam vi to naredite, ste unika, zdaj to poslušate, lahko to naredite. Celemu svetu jaz zdaj pač ne predavam. Predavam vam in lahko pomagam vam. Razumete? Samo vam lahko pomagam, ok? Največja težava, ki se trenutno dogaja. Vojne. Te vojne se bojo užigale pa prežigale. Tudi, ko bojo rekli premirje, boste videli, kaj se dogaja. Zdaj le premirje bojo lagali, zato da bojo zadnji še nekaj potegnali, pa nekaj potegnali. Vse, kar bomo opazovali, bo ena velika laž. Okay? Ampak, vidite, klele sem narisala pač eno prispodobo, vojne, a i strah, in spredi sem narisala ljudi. V čem je manifestacijski trenutni problem je, da mi njih filamo. Ok, pač kakorkoli že, vsi ljudje kolektivno na zemlji ta bazen filajo s pozornostjo. In tukaj je šlo narobe. Finta je v tem, da če imaš ti več posameznih mravljic, ki se vsaka ukvarja za svojo manifestacijo, potem smo mi kolektivno razpršeni, ampak ta se ukvarja s svojo manifestacijo, svojim življenjem, kaj mora narediti, to je del plusa. Pa tudi, če je mehen, ne čud ga. A veš? Potem imaš na drugi, to je Janko Branko, pa imaš Cvetko Marjetko. Ona, ja, jaz bi pa rada ful boljše odnose, to je manifestacija. To je plus. Potem imam Kretkota Betkota. Ok? On reče, jaz bi pa zgradil firmo, bi imel ful več keša, ful si želim uspeha. Super, on hoče to. Noče isto kot Cvetka Marjetka, ampak se ukvarja s tem. Plus, torej oni se vsi ukvarjajo z manifestacijo. Te manifestacije so za nekoga odnosi, za nekoga je zdravje, za nekoga je to. Jaz pa hočem teči maraton, reče Kronko Bonko. Ok? To je spet plus. Zato, ker hoče preteči maraton. Hoče nek dosežek narediti. In zdaj imam jaz njih takole nastrelane in vsi imajo pluse nad sabo. Ko se oni med sabo povežejo, se kolektiva svetlobe polni. Kaj so ljudje zdaj naredili? Ko je pač se vemo, po celem svetu najprej se je žgal en pol, ta drug zdaj vpliva absolutno na cel svet, se vemo, kjer pol se je pržgal, ampak finta je v tem, da so se ljudje dobesedno iz teh svojih bazenčkov, si jih predstavljajo, so se obrnili tja. In mi njih futramo. In tukaj je problem. Finta je v tem, da tudi če si ti proti temu, če se ti s tem ne strinjaš, tudi če ti to opazuješ, kako bomo pomagali, ni važno, tudi če imaš dober namen,
Torej, eni gledajo vse te vojne, predvsem za vojne, sem tukaj hotela povedati, kako bo to vplivalo na nas, a bo pomankanje, a bo pomankanje, a bo pomankanje. Torej, mi njim zdaj dajemo moč z našo pozornostjo. In nekdo ima strah, ampak recimo, da ti nisi prestrašena oseba, pa da to veš in rečeš, ja, ampak jaz pa zdaj tja pošiljam svetlobo, zato ker hočem, da je svet boljši, jaz hočem pomagati. Številni light workerji so imeli te vrle ideje, ampak razumeš, kaj se delajo napake, ker moraš stvari res dobro manifestacijsko razumeti. Ampak tudi, če ti gledaš tja, kao bomo pomagali, ti greš svojo energijo tja in jih putraš. Tudi, če pošilja svetlobo, tudi, če želiš se dobro, tudi, če nočeš, da kup enih otrok tam pomre. Ti svoj light working odpeleš k njim. To pomeni, da mi ta bazen teh vojn, in vse vemo, katera je najbolj aktivna in najbolj lahko vpliva na vse nas, definitivno ta je zelo nevarna, a ne? Mi njo filamo kot človeštvo, s tem, kaj jo opazujemo, s tem, kaj veliko bolj gledamo novice, ko se ljudje med sabo to pogovarjajo, mi smo njim položili rdečo preprogo. Ni važen, zapomnite se nekaj manifestacijsko, ni važen, ali se ti na nekaj osredotočaš pozitivno, ali hočeš pomagati, ali negativno, ali to obsojaš, ali hočeš to spreminjati. Če je tvoja pozornost tam, pomeni, da to raste. Ni važno, kakšna je ta pozornost, a je plus, a je minus, ni važen. Mi smo jo dali v en bazen, kar pomeni, da ta bazen, ki vključuje točno določene osebe, igrice zadnji. Zakaj se tukaj v resnici gre? Ker se ne gre za to, kar govorijo, da se gre, to mi lahko kar verjamete na besedo. Saj ni važen. Ja, kaj oni delajo, to delajo zaradi tega, to delajo zaradi tega, to delajo zato, ko hočejo oslabiti Kitajsko, to delajo zaradi nafte, ni važen, zakaj to delajo. Ampak finta je v tem, ko mi jih opazujemo, kaj delajo, ko mi to komentiramo, smo mi naredili škodo svojemu manifestacijskemu bazenu. In ogromno ljudi, to je moja v tem trenutku, stara sem 45 let, kaj bom zdaj prebila, moja življenjska želja, da vam tole razložim. Jaz sem danes čakala, ni bila življenjska želja, da vam tole povem. Finta je tem, da so oni tamle na uni strani tako nafutrani. Vi si misliti ne morete, kak vzvod imajo zaradi pozornosti. Ti si pa ena oseba, v te prebiva ena duša, ko ti svojo pozornost začneš ali razdaljevati, ali jo popolnoma usmeriti nekam, kar je to, kar je tamle rdeče, si ti, a veš, ko sem ti prej rekla krogci bazenčki, si ti oduzel pozornost temu zelenemu. Rdeče pa zeleno, rdeč semafor, zelen semafor, razumete, zakaj take barve, zakaj sem to zbrala? Največja težava, ki jo imamo trenutno z ljudmi, je, da so tako zelo, mene srce boli, ko o tem govorim, tako zelo ošibili svoja osebna manifestacijska polja in mislijo, da s tem, ko so nafutrali one ta rdeče, tamle, a ne, da je to pametna odločitev, zato ker moraš vedeti, kaj se dogaja po svetu. Ni res. Pintajo o tem, da jih futramo. In vi si mislite, ne morete, kako jih futramo. Vi si mislite, ne morete, kakšna energijska hrana je. In ker ste vi duhovni ljudje in vaša energija svetlobna, in če vaš fokus gre tja, bo vaš manifestacijski padec veliko močnejši, kakor od nekega jonkota, bonkota, ki se ponovadi samo zemeljskimi stvarmi ukvarja. Vaš padec bo 100-krat močnejši kot njegov, zaradi nivoja vaše svetlobe. Zaradi tega, ker pač nekdo, ki je malo bolj zemljan, pa že v osnovi nek negativc, ga tisto ne prizadane toliko osredotočanja tja, kot prizadane nekoga, ki v osnovi je naredil kadarkoli kakršnokoli meditacijo, je kadarkoli v življenju obiskal duhovni tečaj ali je kadarkoli v življenju poslušal neko Kristi pa nekega Michaela. A razumeš, za to se gre. In finta je tem, kar imamo težavo je, da se je to osebno polje zelo ošibilo, zaradi tega, ker kakorkoli imaš ti močno energijo, nisi hudini. Kar ti rabiš narediti, je točno to, kar sem narisala. Mi moramo njih izstradati. Nočem od slabega, okay? Ampak mi moramo se vrniti vsak
nazaj v svoje polje. Niti ne rabiš drugim ljudem pomagati, niti ne rabiš v tem trenutku, ne rabim te, da greš razsvetljevati svet, ok? Ne rabim, da razmišljaš za celo svojo firmo in kogarkoli, jaz rabim, da samo ti energijsko preživiš. Ogromno ljudi je to naredil, nažalost tudi duhovnih ljudi, da se je stopil v bazen, kjer se tako futranje dogaja. Ko se je to začelo dogajati, je ogromno ljudi, torej na osebni ravni, začutili hude manifestacijske pace. Eni na zdravju, čisto odvisen, kje je tvoja šibka točka, eni na svojem mentalu, v svojih mislih, eni na denarju, eni na tem, kaj je sploh moja misija, hočem sploh delati. A veš, čisto različno je to. Zaradi tega, ker čim ti nekje futraš, potem se to zgodi. Okay? Kar bo sedaj zelo pomembno je, namen današnjega dogodka je, a veš, ko imaš navigacijo, pa zavijaš napačno cesto in ti nekdo reče, una teta v navigaciji, preračunavam. Vi se morate nakalibrirati nazaj, vi morate izstopati iz tega. Če boste ugotovili, da ste to počeli, da ste kakorkoli s pozornostjo, s časom in z delovanjem ošibili svoje osebno manifestacijsko polje, boste mogli načrtno, moramo vam pomagati, boste mogli načrtno ga nahraniti nazaj, ker če ne, bo ta padec 15-krat močnejši, zaradi tega, ker tudi če niste hranili polja, ki je rdeče, torej vojne, strah, pa ste trenutno ok, naša naloga je, da povečamo manifestacije. To pomeni, da sama manifestacija tudi za nas, to je naša odgovornost svetlobnih ljudi, ne more biti na istem nivoju. To pomeni, če ste prej neki redno meditirali, ne bo zdaj, glede na to, kaj se na svetovni ravni dogaja, boste videli, to bo še toliko nas bo vse šokiralo, vse bo še toliko popokalo, da vemo, kao ta modra polna luna naredila. Ampak marsikaj se bo dogajalo, marsikaj se bo zadnji dogajalo. To pomeni, da isti nivo, torej če nekaj tako dol pritisne, ni dosti, da imamo mi isti nivo svetlobe. Ker če ga boste imeli, boste ugotovili, da ne bo dosti. Mi ga moramo, ampak samo svojega osebnega. Torej razpršiti moramo energijo, zato da tam vzamemo. Vsak izmed nas mora svoje osebno polje zdaj nadgraditi, dvigant. Razumeš? In ga okrepiti. To pomeni, če ste prej imeli neke želje, morajo te želje zdaj biti še večje. Če ste prej nekaj delali na svojem zdravju, morate zdaj pojačati, kaj boste delali za svoje zdravje. Tudi če ste imeli, vem pač, delati je treba, tudi unika delamo v duhovnosti, pa delamo v duhovnosti že 16 let. Zakaj mislite, da vam je vsekal zdaj toliko novih tečajev? Zato, ker moramo povečati tečaje. Zakaj je Kristi, Michael, koliko je, itek ne moram iti na toliko tečajev, zakaj je toliko novih tečajev? Zato, ker jih morava narediti. Zato, ker morava dodati novo znanje, ker morava dodati novo energijo. Mi to so tudi del tega. Vse, kar govoriva vam, absolutno morava upoštevati sama. Zato je duhovni atelje trenutno včasih nama je časovno kar ampak zaradi tega, ker je to naša odgovornost. Moramo ga ojačati. Tvoja naloga je, da odkorakaš s pozornostjo, delovanjem in duhovno prakso stran od unih rdečih, da se jih dobesedno neha futrati in unika vam je manifestacijsko polje padalo, vi imate delo. Unika ste imeli manifestacijsko polje, pa vaša duhovna praksa, pa tako vse isto, vi ga morate pojačati. Unika ste ga že pojačali, 75. Okay? Zakaj še to pomembno je? Še eno stvar vam bom povedala glede pozornosti in to je slika številka 2. Mater, kako sem dobro to narisala, sem tako ponosna na se. Okay? Slika številka 2. Ko govorimo o pozornosti, isto kot govorimo o vojnah, so težave, to so za možgane. Zdaj vam bom razlagala možgane. Je ratala še ena težava. Kam se gleda, spet kam se daje pozornost. Ali ste vedeli, da pustimo privat profile, kjer banca pač deli svojega kužka gor, ne govorimo o tem. Ampak, ali ste vedeli, da 89% informacij, to sem brala eno raziskavo zadnjič, ki se pojavlja, konkretno je bila
to za Instagram, ki se pojavlja na Instagramu, da nekaj obvešča oziroma so zadnji posli, jih je lažnih, umetno narejenih in lažnih. To pomeni 89% vsebin je lažnih, narejenih z AI videi niso resnične. Jaz sem mislila, privat posameznike, se pravim, ljudi, ki ste frendi med sabo se ven vzeli. Delala se je statistika, v bistvu vseh informacij, neka analiza, kar se je znajdel kot obvestilo o nečem na Instagramu. A si ti predstavljaš, o čem mi to govorimo? To pomeni, da kad ti na internetu scrollaš in gledaš informacije, 89% tega ni resničnega. Finta je v tem, da možgani, za možgane to so čiste smeti. Zaradi tega, ker ne more biti to vrednost, ker ni resnično. Če nekaj ni resnično, nima za tebe, za tvojo dušo, nima vrednosti. To pomeni, dragi ljudje, zapomnite si, kaj sem danes povedala. Vi, ki ste šli po glavi, koliko je tale kužek, koliko je simpatičen, le, kaj dojenčku rešil življenje, to sploh ni res. Ne obstaja pes, ki je temu dojenčku rešil življenje. To pomeni, vaši možgani, če to delate, če ste scrollali, lahko cele dneve gledajo in vi si mislite, da morate, koliko časa gre, v nekaj, kar je lažno. In finta je v tem, da mental, ki ima toliko nekih informacij in samo scrolla, ne zmore držati po koncu manifestacijskega polja. In finta je v tem, koga se to posluša. Tudi v duhovnosti. V duhovnosti so se lažne informacije nastrelale, da si jaz mislim, kaj jih vidim, pa mi kdo pove, včasih tudi jaz kaj zagledam, si jaz mislim, pa dober, a je cel svet znorel. Recimo ena iz informacij, ki zdaj krožijo, da bomo 12. avgusta za 7 sekund zgubili gravitacijo in ljudje bodo šli kar v luft. Ta je bila dobra, ta je bila res dobra. Ampak si ti predstavljaš, kljub temu, da je duhovnost, kljub temu, da so to profili duhovni, ki to delijo. A veš, kakršne koli informacije v duhovnosti, ki strašijo o vesoljskih ladjih, o tem, da nas bojo čepirali in bomo postali ne vem kaj, do tega, da bomo za 7 sekund zgubili gravitacijo, vse to ni nič boljš. In vidite, v tem spet je pozornost, samo vzvod je duhovnost in mi to spet s pozornostjo filamo in ljudje se o tem pogovarjajo. Vi se morate umakniti stran od tega. Predlagala bi vam, da zelo opazite, katere profile followate, koga poslušate. Mislim, jaz ful priporočam duhovni atelje Potovanje duše. Mislim, oni so res fajn. Ampak treba bo znati filtrirati stvari, ker če ne, ni čudno, da so ljudje zmedeni. Tvoji možgani ne morejo tega prenesti. Enostavno je ratal divje. Ne slišiš več, a razumeš? Finta je tem, da ljudje več ne slišijo. In to potem rata problem, ker ne slišijo svojih angelov, ne slišijo svoje intuicije in ljudje pojma nimajo, kaj ne naredijo, ker možgani, kljub temu, da si ti svetloba pa duša, seveda bojo prišli do svojega limita. In jaz nekaj povem, če hočeš manifestacijsko polje ojačati, evo, to je pa ta slikca. Lahko si mislite, da je moja najljubša. Okay? Finta je v tem, da bo treba torej svojo pozornost tam ven potegniti nazaj na svoje manifestacijsko polje. Ne probam te zdaj nagovarjati, da reši vso svojo vas, 750 ljudi, ker je to odgovornost nas lightworkerjev. V tem letu tega ne bom govorila. Pa sem lightworker, ne bom ti predala te odgovornosti. Rada bi ti povedala, da bomo lightworking ustvarjali v posameznih celicah, ki so videti takole. Kar je treba narediti je duhovnost, meditacije, tečaji in tako dalje, tisto, kar je direktnega, iskrenega. Zelo pazite tudi, koga spremljate, ker kakršenkoli porast profilov in tako naprej, ki jih piše umetna inteligenca, temu ne gre za zaupati. Za zaupati se gre za nam, ki smo napisali 7-8 bestsellerjev, preden je umetna inteligenca sploh ugledala luč sveta, pa veste, da znamo kanalizirati, ne? Ker že delamo 16 let. Ampak vidite o tem, mi moramo vas premakniti ven. Duhovna rast, tečaji, karkoli že izmed tega, imajo, oni so, zakaj hočete, tudi, glejte, jaz vam bom iskreno povedala, kaj so meni angeli rekli.
Ok, sem študirala, bi zdaj to povedala, ne bi to povedala, ampak ok, če so angeli rekli, valjda, da bom povedala. Meni so angeli rekli, le Kristi, da me ste nekaj razložil, nad angel Mihael, evo, vrhovni. Ogromen ljudi, ki je prišel danes to poslušati, bojo točno vedeli, kateri so. Jaz vas ne bom iskala poimensko, jaz sem povem, da nad angel Mihael ve. Vi ste v zadnjem obdobju šli popolnoma stran. Stran ste šli od tega, s številnimi izgovori, imam del, imam to, ne morem, ne zmorem, ker imam to v službi, ker imam obveznosti, ste šli stran od tega, kar ste včasih delali. Včasih ste več meditirali, včasih ste več vase vlagali, a ne? In zdaj v tem obdobju, ker se je futral fokus drugam, niste mogli tega dati duhovnosti. Ampak, hočemo vas nakalibrirati nazaj. Finta je v tem, da, pazi, to je zelo nekje znanstveno dokazano. Meditacija, načrtno delanje na sebi, dovajanje energije, ti bo, torej ugotovili smo vsi, da moramo pojačati ali pa sploh okrepiti nazaj manifestacijsko polje, duhovne energije, to pospešijo za približno 1000%. To pomeni, če imam jaz Jankota Brankota, ki je nasplošno pozitiven človek, ampak zemeljski, Bog Janko Branko skozi njega nekaj. Razumeš, pozitiven človek, ima dober odnos do življenja, nekaj dela, ali pa njegovega prijatelja Cvetkota Marjetkota, ki dela isto kot Branko, samo da dovaja noter pa energije, ima Cvetko Marjetko za 1000% večjo šanso, da mu bo stvar uspela hitreje in bolj dolgoročno, kot Jankotu Brankotu. Zato, ker so to visoke dimenzije. Razumeš? In ljudje si ne morejo privoščiti, da rečejo, da za to nimajo časa. O čem govorimo to? To je, kada ti nekdo reče, da boš zadev na loteriji, klemaš cifre, ti mu pa rečeš, sorry, ful se mi nekaj drugega dogaja, moj otrok je ful siten doma, v službi sem imela ful stres in ne grem dol loterije vplačati cifre. Resno? Verjem mi, da bi laufala tja, laufu tja. Okay? To je vaša loterijska srečka, verjemte mi. Finta je pa v tem, ker se gre za Plutona plus vodnarja, skupaj je to intenziv. A sem povedala, da je intenziv? Je. In ta intenziv smo narisali. Torej, rdeče polje in zdaj to ta drugo polje. Ampak, če imamo nekje intenziv, pomeni, da vsaka duhovna metoda, vsaka meditacija in vse multiplicira. Ne morate čakati, da se v službi konča stres, ne morate čakati, da se bo kar končal. Zdaj je ta trenutek. Presežem vam na vse, kar imam. Pa morate vedeti, da stvari, ki jih v življenju imam, so svete, da to, kar zdaj govorim, je res in da to je vaša naloga. In če boste to naredili, torej, zdaj smo ugotovili, če boste nehali futrati napačnega volka in če boste nehali te boge vaše možgane matletirati s stvarmi, ki jih ni treba metati in zavzeli ta pol, vam prisežem, vse bo zdaj, vse najbolj ključno, kar boste naredili zdaj do 31.5. Modra polna luna pride. Modra polna luna, pejte gledati njeno zgodovino, če boste šli, obeste se na internet, pa boste videli, vedno je bil 31.5. tak datum noro. Mi imamo tudi na spletno meditacijo, se kar prijavite, kar že zdaj. Mislim, kao konc dogodka. Ampak, jaz bi se na to modro polno luno do 31.5. prijavljala. In finta je v tem, da bi vam res svetovala, da najdete stvari, če smo to lahko mi, potem jaz še vsem mislim, da smo mi dva zbrala prave stvari in da če ste prišli zdaj k nama, da je dobro, da zberete naju. Če nisva mi dva to, pa pač nočete in ste dobili to informacijo, vsem, pa pejte k nekomu drugmu. A ne? Ampak jaz še vsem mislim, da je dobro, da pridete k nama, ne? Štekaš. Mi dva sva to pametno postavila čist vse šibke točke, katere so nama povedali, da so v ljudeh prisotne in jih morava zakrpati eno za drugo. Ampak to je rešitev. Poslušati en vir. Da zaupaš, kaj slišaš, da veš, da ti angeli govorijo, da te nič zunanjega, ki prije ne prestraži, zato ker ti tvoji angeli rečejo, ne, to ni tako. Da znaš imeti svojo osebno manifestacijsko polje. Zakon svobodne volje pravi sledeče. Če imam svojo manifestacijsko polje in se odločam ukvarjati samo z njim, kolektiva ne sme priti do mene.
Jaz lahko, če hočem, grem v kolektivi, ampak če sem se jaz odločila kot individualna duša v izkušnji na planetu Zemlja iz tega izvzeti, to lahko naredim. To pomeni, ni to tako, da rečeš, ja, ne moreš se temu izogniti, lahko. To pomeni, da tudi če bodo drugi ljudje nekaj doživljali, meni ni treba, zaradi tega, ker sem svoje osebno manifestacijsko polje nahranila z dovolj veliko zaščito, z dovolj veliko neprebojnostjo in z dovolj visoko frekvenco. In znotraj tega, tudi če nekatere ljudi nekatere stvari zadanejo, pač mene ne bojo. Ok, enemu bojo odpovedali let, pa ne bo mogel iti na dopust, zato ker bo letalom zmanjkalo goriva, tvojemu letalu se to ne bo zgodilo. A zdaj pač meni, šla korenček, da se odpovedal let, meni pa ne, ker zna manifestacijo, valjda ne bomo to delali, ampak tako pač je. In to bo zdaj igra tega, igra vplivanja. A ne? Ti lahko hraniš samo svoj bazen, trenutno, in to je tvoja edina naloga. To je plus, ki ga svetloba rabi. Vse ostalo bo organizirali oni. Zapomnite si eno stvar. In to se bom zavezala jaz, to se bo zavezal Michael, to se bo zavezal vsak izmed nas. Ti si Janka Branka plus, Kristi plus, Michael plus, Cvetka Marjetka plus, ampak sad se ukvarja sam s sabo, ampak seštevati nas je pa svetlobni. Takrat, ko bomo to naredili, ja, ampak lej, v Sloveniji nas je Kristi pol mal, to bi cel svet mogel narediti. Kaj ne naredim? Jaz lahko samo Sloveniji, ker vas je pa dosti, če boste to naredila, ne? Sloveniji pomagam in Slovenija se lahko iz tega izvzame. Kaj ne, pač ne poslušajo zdaj tega Američani, čeprav bi mogli. A štekaš? Če nama boste zaupali, da to, kar govoriva, da je točno tako, če boste zaupali temu, če so vam navibrirale besede, če zaradi mene zberete zadnjo trohico moči za to, da se vrnete v meditacije, v duhovno delo in tako naprej, verjamem, da vas je nekatere utrudili in odnesli mogoče van iz tega, potem vse, kar ste opisali, vse vaše komentarje sem prebrala, to vas skrbi, to težko vam je obdobje, to gre. To enostavno gre. In presežem vam, da bo šlo. In ne boste rabili vlagati 1 let v to. Ne boste rabili, hitro bo šlo, zaradi modre polne lune. Ampak rabite pa ukrepati še danes. In zdaj sem vam povedala, kako to deluje. Kako lahko, jaz vas bom zdaj predala Michaelu, jaz se bom pripravila na meditacijo ta čas. Kaj hočem jaz narediti za današnjo meditacijo je odpreti svetlobno polje, v katerega bi s pozornostjo vašo noter priklapljala vaša individualna manifestacijska polja. Ne bom vplivala, kaj vi morate v svojem manifestacijskem polju dela. Bog ne daj, ne bom se nič noter mešala, samo odprla bom skupno polje, ker lahko date noter svojo manifestacijo, se izločite iz tega, kar se dogaja in poskrbite za svojo varnost. Odprla bom portal za nas, ki bo točno zgledal kot lastno polje in vsak izmed nas lahko si predstavljate noter kot en svoj milni mehurček. Ampak to je formula. Preseženo vse, kar imam. Okay? Kako sem mi dva pač videla pa oblikovala, vam bo zdaj povedal Michael, jaz sem pripravljena na odpiranje portala in potem bomo naredili to meditacijo. Stari, če pa kaj veselim se pa tega. Evo, super. A ste zdaj videli, koliko je vse enostavno, če razumeš? Če znaš pogledati izven panike in stresa in znaš prizemljeno pogledati stvari, vse tako ti je jasno, da te nič na tem planetu ne more zašejkati, če ti tega ne dovoliš. Tako da, hvala Miš, res je fajn tele korake pojasnila. Zdaj pa, ko se ti pripravljaš na meditacijo, bi pa jaz vam povedal, kaj smo mi da pripravili zdaj. Zaradi tega, ker za to obdobje, ki zdaj sledi, smo pripravili konkretne tečaje in delavnice, ki prihajajo in so se ene že začele, ampak teh ne bom govoril, teh, ki prihajajo, posebej za Pluton, vodnar, energijo. Posebej za to, kar se dogaja, ker leto 2026 je posebno leto. Jaz sem vam zdaj povedal, tisti, ki vam kaj zavibrira, si pogledajte, se imate v skriptu vse, ampak 20.4. je novo razumevanje angelskih kart,
imaš težave v življenju, se lahko sama pogledaš, kaj se ti dogaja, kje imaš vzorec, kje prehaja energija. Pejdi na ta tečaj, ker te bo Kristi ful dobro angelske karte naučila, ampak samo što nije, Ker ti bo prehaja vse zdajle. povedali, kaj se bo dogajalo, in si pripravljen. In pol Ja, si ampak- pripravljen. Karte morate z nas zdaj brati, zato da boste pred njimi. Sorry, vmešala sem se čisto. Ja, sem se navdušila. pravi, Dio. ampak zdajle pride pred vratje, tako da tisti, ki Ponedeljek. hoče to, nimate veliko časa, prav? Mi vse Pa iz njih imate- preberemo vse. Pa imate naslednjo stvar, 7. maj, šola magije vplivanja. Ljudje moramo znati vplivati, ljudje moramo znati energijsko vplivati na svet okoli sebe. Če ne znamo energijsko časa in prostora upravljati, potem smo mi upravljani. Ne, da mi upravljamo, ampak nekdo nas upravlja. Tako da šola magije vplivanja, 9. maj imate šola čiščenja višjedimenzionalnih čaker. Hočeš, da ti energija teče, hočeš, da ti manifestacija teče, hočeš, da se znaš graditi, tvoje čakre morajo funkcionirati. Ti moraš vedeti, kaj se ti nahaja v tvojih centrih. Če ne znaš upravljati svojih centrov, potem ne boš mogla načrtno graditi sebe in usmerjati svoje energije. 9.5. Pa imate 10.5. tečaj denarne magije, per Kristi, kako odstraniš blokade, ki jih imaš, glede financ. Prej sem omenil, da rabiš v moderni dobi več virov prihodka. Ja, vi lahko ustvarjate v različnih industrijah, različnih projektih in kome. In Kristi bo dosti dobro tole zdaj povedala na tem tečaju, 10.5. Potem 17.5. Inštitut eterične nevrohipnoterapije. Hipnotehnike za spremembe, kako se hitro spremeniti v svoji podzavesti, to je največja težava ljudi, spremeniti svojo podzavest in spremeniti navade. Evo, eterična nevrohipnoterapija, 24.5. zelo redek tečaj šola jasnovidnega reikija, kako videti tisto, kar zdaj ne moreš videti, kako razviti jasnovidnost čez energijsko delo. Potem 4.6. zelo priljubljen tečaj manifestacijskega reikija, kako združiš energijo reikija in manifestacijo in začneš zavestno ustvarjati rezultate, ki jih hočeš. Pa imate potem 18.6. popolnoma nov tečaj šola egipčanske ezoterike. Egipčanska ezoterika je tečaj, kjer so absolutne Atlantisove energije prizemljene, kjer lahko dostopamo do starodavnih znanj in razumemo zakonitosti energije. Tisti, ki hočete res razumeti planet, kako funkcionira v koru, v jedru in kaj je njegova manifestacijska moč tle, je to tečaj, ki ga iščete. In aktivirati starodavne sposobnosti svoje, ki jih imate. 21.6. je duhovni konzorcij angelov, kako spostaviš direktno povezavo z vodniki. Zato, da nisi odvisna od knjig in od videov in od drugih ljudi, kako ti direktno komuniciraš z njimi. Da te povejo direktno, čez tvojo zavest, čez tvoj portal, ki ga odpreš v sebi. Potem imate pa že poletni tečaj, sicer so oddaljeni, ampak bom samo na hitro omenil, 1. julij, masterclass Nove Atlantide. Ja, aktivirati napredno duhovno znanje na zemlji, kako ga povezati z starim svetom in kako aktivirati novo, širšo percepcijo realnosti, ki se gradi trenutno. To je za novodobne voditelje in za tiste, ki hočete razširiti svoje življenje izven svojih meja. Pa imate še pa 22.7. To je sredi poletja, napredni tečaj meditacije, so pa kako se poglobiti na meditacijsko na višji nivo, kako umiriti svoj živčni sistem in kako programirati svojo energijo, vključno s karmo in tako dalje. Res fantastični tečaj. Tisti, ki hočete skupinsko delati, imate tle izbir še pa još. Hotela sem povedati samo, da so dobili kaj? Bondarilne. Darilne bone Ja. za vsakega izmed teh Ko da je tečajev, ko da Pluton. v tej datoteki tega ne spreglejte, ko da smo dali pa Pluton. Pluton, ja. Tako da imate darilni bon za zadnjo stopnjo vsakega tečaja, poglejte si. Skratka, res pejte čez, ne rabite zdaj hiteti zdajle to sekundo, meditirajte zdaj z meditacijo, ko pride, ampak pa si pa res poglejte in poglejte, kaj vam zavibrira in kje vas pokliče znanje, energija, zaradi tega, ker vaš višji jaz, vaša aura vam bo točno povedala, kaj je tisto, kar iščete. Če pa ne veste, nam pa pošljite mail, pa bomo mi dva prebrala, pa bomo povedala, ta tečaj je nekaj, kar ti vibrira, oziroma kar je fajn. Učitelj, lahko sem nekaj vprašam? Ja, povej. Joj, sicer ne vem, kaj bi zdaj s tem naredila, ker vem, da nisi hotel povedati, ampak jaz moram nekaj povedati. Jaz v ključnih momentih svojega življenja, ko sem rabila izstopati, ker, a veš, ta moj bazen rdeč vojne AI, to je bila moja preteklost, otroštvo, pa strahovi, pa ne vem kaj. In v začetku,
ko sem jaz mogla to čisto tako naprej, je bil moj osebni coach, še danes je bil moj dragi mož. On je meni vse povedal, vse razložil in on, sej angeli pa tako naprej, pa meditacijo svojo naredila, ampak brez mojega moža je v mojem življenju, jaz ne vem, kje bi bila, res, ker to je bila pa vedno taka podpora, ko imaš ti človeka, a veš, ker svetloba zdravi, nekdo te mora pa motivirati, pa usmerjati. In včasih je to ful težko, a ne? In meni je bil Michael tisti, to, da vi imate danes mene za učiteljico, brez njega bi bilo non-existent, kolikor me imate radi, pa Kristi ima ful dobre informacije, brez njega to ne obstaja, jaz bi bila verjetno v krsti. No, v žari, zato ker bi zahtevala žaro, ampak on je bil vedno ključen faktor v ključnem momentu, ko mi je stvari rekel. In zdaj je on sicer z eno pač zaprto skupino, ampak jaz sem pa to drugače miš pa dala v skriptu noter, sam ti nisem povedala in so ljudje to dobili po mailu. Tako da, mogoče še par mesec odprl, je naredil tako individualno delo, čez katerega je z mano šel, je naredil individualno bidanje posameznikov. Samo to, da veš, miš, da je to pristalo v skripti in to so ljudje dobili. Vprosti, vem, da nisi hotel povedati, ampak oni so vsem to dobili, ker se mi je zdelo pomemben in bi vsem rada, da se ne rabiš iti čez sebe, pa ne rabiš se izčrpati, ampak lahko je par posameznikov, ker vem, da imaš še par prostih meš. Vsem poveš o celestinskih pogovorih, prosim lepo. Celestinski pogovori, to ni neka stvar, ki jaz delam drugače. Zadnjih 10 let sem delal coaching 1-na-1, ponovadi en coaching oziroma tako, pa smo prišli na skupinske tečaje, kjer delamo z ljudmi več časa in pol mi je kar dosti ljudi v letih pisali, če bi lahko z njimi delal dlje časa. Ampak nikoli nisem imel časa, urnik, nisem imel se časa zavezati nekomu, da delam z njim 6 mesecev, 7 mesecev in plus do zdaj. Zdaj pa sem prvič, odkar delam, dal ven celestinske pogovore, 10-mesečni individualni program, kjer delam z nekom, ki hoče delati, kar rabi pomoč, kar rabi nekoga, da mu postavlja korake sprot, kar rabi nekoga, da ga sprot usmerja in sprot kalibrira v odločitvah dnevnih, celestinske pogovore. Tako da to sem dal 2 dni nazaj, sem dal ven in so skoraj že vsa mesta polna. 12 mest je samo na voljo, ker enostavno nimam več časa, ker to pomeni, da se bom z vsakim 1-na-1 družil vsak mesec, naslednjih 10 mesecev. Pa delamo še neke notranje skupinske meditacije in tako dalje, ampak če komu res zavibrira, da hoče delati z mano individualno, to pomeni karkoli hočeš graditi, ali hočeš razreševati sebe, ali hočeš manifestacijsko delati nekaj, ali hočeš zdraviti svojo energijo, ali hočeš po sposobnosti odklepati, ali hočeš meje postavljati, ali hočeš karakter graditi, osebnost preprogramirati, to je čisto tvoja odločitev, bomo šli korak za korakom, z vsemi temi spremembami čez mesece in dobiš pač plane, konkretne besede, navade, odzive, karkoli boš rabila, zato da lahko se zgradiš, transformiraš v tisto verzijo, ko hočeš. Ja, to da mi še kaj sorry. Tako da, neka taka stvar, ki nikoli več ne bom ponovil, ker je to absolutno naporno. To je absolutno zavezujoče z moje strani. Ampak, ja, eni ste res mi tokrat pisali in to sem zdaj prvič in zadnjič odprl mesta. Zato jih je tudi samo 12, ker delam individualno. 14. Lej, to smo že šla, to številko čez, veš, ne? Tako da si poglejte, če koga res kliče, lahko se potem na celestinskih pogovorih družimo. Vsi preberite, ker ne bom zdaj tukaj o tem, vidim, da si dala na zadnjo stran skripte, ja, sem zdaj videl, ne, to skripte Kristi oblikovala skup, nisem jaz. Tako da si poglejte, prav. Ok, zdaj pa gremo, evo, zdaj bomo pa mojega miška malo umaknili.
pa gremo na meditacijo. Torej, karkoli vam je zavibriralo, torej te tečaji, te so najbolj ključni. Nekako čez poletje, potem bomo imeli naslednji energijski switch, bomo imeli septembra, ampak dajmo takrat narediti, konec septembra, okrog enakonočja, dajmo takrat pol še en brezplačni dogodek narediti, pa gremo pogledati, kaj se bo dogajalo. Ampak zdaj sem naredila dogodek med tem obdobjem, pa med septembrom. In finta je v tem, da te tečaji, ampak moraš začutiti svojega, vsaj en tečaj si izber, bodi del vsaj enega tečaja in res ga deli. Jaz mislim, da ti moraš biti okej. Sploh mislim, eni pač ne boste zbrali tečajev, zaradi česar koli že, ampak 31.5. moraš biti na meditacijo modre polne lune. Tisto bo vrh vsega, okej. Kar bom pa zdaj naredila, tako zdaj smo preberite doma v miru, ker potem mi še širšo javnost obveščamo. Pa res bi vam svetovala, v ponedeljek imamo sicer že, morate biti kar hitri, da ste mogoče na branju angelskih kart. Ziher imate kakšne angelske karte doma, morate se jih naučiti dobro brati. Zato, da vi morate nekatere stvari vedeti naprej. Kaj bo v službi drug dan naprej. Morate vedeti, kaj bo. Kaj se bo dogajalo na svetovni ravni, kako bo to vplivalo na tebe. Je dobro, da veš naprej. In karte to vedno povejo. Karte nam vse povejo. Razumeš? Ful je pomembno, da znaš zdaj karte brati. Tudi če te karte niso v veselje, karte bojo zdaj šle čez, razumeš, čez te človeške možgane, bojo dobesedno filter in res ne lažejo in ti bojo govorila prav. Tako da pogledaj si, ponedeljkov tečaj je absolutno ključ vsega, okej? Zdaj bi pa jaz naredila, pazi, z vami, mislim, je meditacija, vi jo boste doživeli kot meditacijo. Jaz bi odprla portal svetlobe, noter bi aktivirala zavest angelov, čarodejev, vseh, ki jih poznam, jih bom poklicala. In to bo svetloba, najvišje oblike svetlobe, kar jih obstaja. Mogoče je bilo ful dobro, glede na to, v kakšnem znižanem stanju je trenutno Zemlja, da bi mogoče še vsem se malo dvignili po nekih steklenih stopnjah, gremo v dvigalo, ajde bo lažje. Gremo v neko stekleno dvigalo, pejmo v vesolje, pa pejmo med zvezde, pa pejmo v neko zbirališče svetlobe in tam si nafilajte svojo osebno manifestacijsko polje, za čemer vi hočete, da je noter. Boste videli, naslednjih dneh vam bo ful dobro, pa ful boste dobili znakov. Ful bi rada, da znake opazujete. Jaz, konkretno s svojim blagoslovom, bom pa to polje odpirala. Bom pa noter delala s temi biti in bom z njimi držala, vi pa sam nafilite tisto, kar vi hočete. In potem res mislim, smo dobro naredili. Pripravila sem eno ful lepo glasbo. Tako da, če ste še za eno 20-minutno meditacijo, potem bom zelo vesela. Posnetek boste imeli na voljo zavedno in lahko to meditacijo ponovite. Tako da, če smo za, dajte si slušalke gor, da boste res se čim bolj umaknili od vsega, da boste imeli čim bolj svoj svet. Jaz pa sem sem že najdla tole, pa gremo to meditacijo narediti. Moderatorji, načelno ta muzika je stestirana, če karkoli ne bi bilo, mi boste povedali. A ste za to, da še to naredimo? Če pa nismo pol zmagali, definitivno. Tako da, in če v koga verjamem, da lahko dela manifestacijsko polje po današnji energiji, ki sem pri vas videla, ste to lahko vi. Vi lahko naredite svoje manifestacijske polje, tako močna. Sam dodati noter te duhovne sestavine, ker vem, da duhovni ljudje so vedno najbolj pridni, najbolj odgovorni, najbolj ko pa pol malo pozabijo nase. Sam to rabimo narediti. Vi boste toliko hitro to naredili, toliko hitro. Samo malo stvari rabite noter dodati, pa ste zmagali. Gremo zdaj v meditacijo. Udobno se namesti. Zapri oči. In začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. Z vsakim globokim vdihom in izdihom se vračaš nazaj vase, v svojo dušo, v svojo svetlobo. Za trenutek si dovoli ustvariti svoje lastno
jasno vesolje. Tvoje stene se napolnijo z zvezdami, se napolnijo z mirom in iz teh zvezd prihaja svetloba, svetloba, ki umiri, svetloba, ki polni. Za trenutek zadihaj z njo in začuti, da se želiš povezati z angeli, vodniki, s čarodeji, čarodejkami, z vsemi tistimi, ki nosijo tisto svetlobo, ki lahko pomaga tvojemu manifestacijskemu polju. Začuti umiritev, začuti, kako zadihaš in začuti, kako se začneš povezovati s svojo namero, kaj želiš doseči s kozmičnimi pomočniki. Namera, povezava, zadihati, umiriti se, ko padaš in padaš in padaš globoko vase. In sedaj je v tebi priprošnja jasna. Drago vesolje, dragi svetlobni podporniki, naj me svetloba manifestacijsko okrepi. In takoj, ko to izrečeš, se sredi tvojega prostora pojavijo prelepe, steklene, spiralne stopnice. Vodijo v center vesolja, kjer je svetloba doma in kjer se upravlja najvišja manifestacija. Pa se le dvigni s to svetlobo tudi ti, ko začneš po steklenih stopnicah hoditi. Začuti, kako z vsakim korakom, ki gre višje in višje in višje, odpadajo vsa bremena, kakršenkoli strah, stres, napetosti, dobesedno jih odvrzi in naj te le svetloba vodi visoko, visoko nad zemljo, ker se lahko povežeš z najbolj čisto svetlobo in znašel, znašla se boš na taki prelepi platformi. Videti je nekako zvezdnata, a v njej je videti zbirališče svetlobe in take nenavadne svetlobne simbole, ki simbolizajo
čarodejke v magičnih plaščih, skrivnostni vodniki, živalski vodniki in za ostala bitja, kot so bogovi in boginje, zmaji in še kdo, vsi, ki tvorijo višje dimenzionalno manifestacijo. Izoblikujejo se iz zvez, okoli tebe lebdijo, predstavljajo podporo in veličastno energijo. Poveži se z njimi in jim povej, da dovoljuješ, da okrepijo tvoje lastno manifestacijsko polje. Začuti, kdo vse te podpira in kakšne moči imajo. Začuti podporo, ki ti bo dala vedeti, da z njimi zmoreš prav vse. In se naj se okoli tebe naredi taka prelepa, kot nekakšna zlata hologramska kupola. To je tvoje svetlobno manifestacijsko polje. Sedaj pa se osredotoči z namero, čutenjem, vizualizacijo, besedami, kakorkoli že želiš, napolni to manifestacijsko polje s svojo pozornostjo, s svojimi novimi odločitvami, z duhovnimi zavezami, ki naredijo ponovno stik z dušo in s temi biti, če si malce na njih pozabila. Nato pa ga napolniš še s svojimi sanjami, željami, vse, kar želiš doživljati, zato ker si to ti. Pa naj se velika manifestacija odpre. Naj se odpre najvišje polje svetlobe zate, zdaj.
spet povabiš nazaj njih v manifestacijsko polje. Angele, čarodeje, vodnike, s komarkoli že čutiš povezavo, pridite v mojo kupolo, asistirajte mi, pomagajte mi, naj se vse skupaj izboljša, dvigne, zato ker ste zraven vi in jaz obljubim, da ta stik obnovim in vem, da mi boste dali znak, da vodite vsak moj korak. Kupola sveti, sveti z vsem, kar si želiš. Notri je visoka energija, zdravje, uspeh, nobenega strahu, močje, samozavest, močno telo je notri in tisti stik z dušo in s temi bitji najbolj svet tukaj je. Tvoja kupola, v kateri nisi sam sama, kajti v svetlobo si eno z njimi. Poglej, kako so veseli, ker si ponovno tukaj in jim zaupaš, se povezuješ. To je tista prava ljubezen, kaj ne? To je prava povezava, ne tista, ki jo lažno ustvarja svet. To je to, zapomni si ta občutek, primi ga. To si v resnici ti, svetla duša. In kupola močno zažari, kupola močno sveti. Naj ti je blagoslovljen vsak korak, ki ga narediš zavestno od tega trenutka dalje. In sedaj se s kupolo vred vrneš nazaj na zemljo, kajti ta kupola bo začela lebdeti, niti več treba hoditi. Odneslo se te bo. Kupola, ki jo ozaveščaj vsak dan, zavestno polni vsak dan, z duhovnimi energijami polni, ko le lahko. In notri imaš svoje podpornike in svoje zaveznike. Naj ti je vse blagoslovljeno. Kupola pa začne leteti proti zemlji. In ko preštejem od 10 do 1, boš nazaj.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Prizemi se, vrni se, začuti okolico, prostor, čas. 2 in 1. Sedaj lahko odpreš oči. Naj te vodi tvoja manifestacija. Bravo. Evo nas nazaj. Najbrž ste začutili, koliko je nekaj tako močno. Evo, glih sem rekla močno, pa je Ljubinka napisala. Jaz bom predala Michaelu, da naredi še kak zaključek. Ampak a veste, to, kar ste doživeli zdaj, zato to delamo. Ko imaš veliko obveznosti in ni veliko časa, rabiš pa graditi manifestacijsko polje, če ne moreš delati dnevne prakse, okej? Zato imate potem recimo tedenske vodene meditacije, ki smo skupaj, zaradi tega, ker takrat se pol bolj spotencira, kakor če delaš sam, ker je moč portala in skupine. In isto je z duhovnimi tečaji. Če greš na duhovni tečaj, pa sam 3 ure nekaj poslušaš, potem 3-4 ure, kakorkoli že najdlje, filaš svoje manifestacijsko polje s tem, tudi če ne moreš tega vsak dan delati, že ena sama taka prisotnost to naredi. Zato je pomembno, da jih imamo, unika pa sami lahko vsak dan, kaj delate, pa tudi lahko. Lahko si še enkrat poslušate ta dogodek, lahko ponovite meditacijo, ampak ne pozabite, kaj smo vam povedali in kako je to zelo pomembno. In uporabite tudi svoje darilne bone, če boste z nama, imate tudi to, da dobite potem enoletno naročnino brezplačno vsi vi, ki boste v tem obdobju prišli na tečaje, na meditacija.si. 150 meditacij dobite, a ne. To je še nekaj takega, kar sva hotela podpreti. To je vse z moje strani, ponosna, jaz sem toliko ponosna na vas, vaša skupina tole izkusiti, jaz nimam niti pravih besed za to, a ne. Evo, Mišek, zdaj pa samo še ti, potem pa smo. Pa jaz mislim, da smo fajn danes tole naredili, fajn stvari povedali, fajn stvari sprogramirali, prizemljili oziroma v meditaciji. Res je. Tako da zdaj pa kar lejte, tako moj plan je. Moj plan je, da vzamete od tega danes, kar smo se pogovarjali, tisto, kar čutite, da rabite, in ustavite svoje življenje in uživite in fajn se imejte na tem planetu in ko se srečamo, se srečamo. Ja, veste, kaj lahko še mogoče naredite? Ženska nikoli ne zna utihniti. Prvomajski prazniki bojo, mogoče med prvomajskimi si vzamete en zvezek, pa si sam napišete, kaj vse rabite za ojačanje svojega manifestacijskega polja po tej meditaciji, takrat boste verjetno malo frej. Pa sam greste, ker mi smo vse že objavili, kar mislimo, greste čez našo spletno stran, pa glede na tisto, potem si sam spišete, kateri tečaj pa meditacije so, pa mislim, da bi to potem moglo biti to. Še ena stvar, evo,
sem zelo Povej vmes še. dobo. Zdaj so ti kresi, ne? To se bo Aha. zdaj kurili posod, se maj oziroma en dan prej. Dajte na en zvezek še vzeti, no, ali pa en list papirja, Še pa en, napišite gor dva vse, zvezka bo kva tam. hočete skuriti, tako prav. Pa ja, ta ja, Ja, to vem, da dobra se greste ideja. družiti tja in da pač tam jete čvape in karkoli že, ne, ponovadi na teh To je krezih. dobra ideja, ja. Ja, dajte napisati vse stvari, vse, kar smo danes ozavestili, danes ste zikar ene stvari ozavestili vmes, ne, pa ste ugotovili, kje sami sebe motite pri sebi, pa kje vas moti svet, pa kje vas moti okoličine. Vse napišite na list papirja in ko ste šli na krest, vršite ta list papirja noter, pa naj se to vžge, pa zažge tam. A prav? Pol pa ta drug je pa moj. Ja, te druge pa palon tvoj, pa še glih fajn, en mesec kasneje modra polna luna pride, pa si cel maj vzamete za Cel maj, ja. prizemljevanje manifestacije, razjasnitev manifestacije. A prav, do modre polne lune in pa ko bo modra polna luna, se priklopite na ta ultra portal, ki ga sproži ali z nami na meditaciji, ali sami doma, kakorkoli boste delali. Pa boste postavili nek taki klen, energijski temelj sebe. Midva sva na voljo tukaj. Zdaj pa, če želite, uporabite naju, midva sva pripravljena. Hvala za vašo družbo, hvala moderatorski ekipi in vedno bova vesela, ko lahko z vami deliva energijo. Čau. Čau. Sri Guru Deve Name Adgure Name Juga Sri Guru Deve Name Adgure Name Juga Sri Guru Deve Name Adgure Name Juga Sri Guru Deve Name Adgure Name Juga